Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje skrbne mame, ki želi pomagati svoji hčerki. In sicer njena hčerka ima težave z vnetjem želodčne sluznice in sprašuje, katera prehranska dopolnila bi ji lahko pomagala. V glavnem, kaj bi jaz dala svojemu otroku? Glejte, če bi moj otrok imel težave z želodcem, prvo stvar bi ukinila kis in namesto kisa uporabljala limono, to je prva zadeva. Druga zadeva, bi šla v lekarno po silicijev gel za želodec, to v bistvu je pollitrska taka tekočina in se na dan pije ena žlica tega ali pa 2 žlici tega silicijevega gela, ker vpliva na obnovo sluznice. In tretjo zadevo, jaz bi svojemu otroku dala aloe vero plus, to je pijača iz kaktusa aloje, ginsenga in kamilice in to se pije po štamprlih. V glavnem, to je nekaj, kar obnavlja želodčno sluznico. Res pomaga. Poleg tega bi dala svojemu otroku omega 3. Omega 3 ravno tako obnavlja sluznico in zavira vnetja. Treba je vnetje pogasiti. Kaj bi še dala? Seveda, kalcij pa magnezij z D-vitaminom, zaradi tega, ker kalcij zmanjšuje želodčno kislino. Tako da to bi jaz dala mojemu otroku, da se stanje v želodcu umiri. Predvsem pa, kar bi še naredila, bi začela za otroka izvajati zdravilno molitev dekodiranja, zaradi tega, ker verjetno ima težave z želodcem zaradi psihičnega počutja. No, zdaj smo pa že pri drugi, pa pri tretji hčerki, vedno so hčerke. Tukaj zdaj vse 3 dekleta imajo težave z zdravjem in sicer, mislim, te 3 različne gospe sprašujejo za hčerke. V glavnem, druga gospa sprašuje, kaj naj naredi. Njena hčerka se zapira v sobo, je nejevoljna, doma pač uživa v hotelu mama, ji je super in se pritožuje čez vse. In seveda mami se meša. Kaj narediti v takem primeru? Seveda, jaz bi mojemu otroku dala prvo stvar nekaj, da bi nahranila možgane. In to je Pro-Vitality Plus. Zato, ker nekaj potrebuje otroka, ker če samo tone in ne pride nikamor, pač treba je presekati, nekaj je treba drugače narediti. In Pro-Vitality Plus vsebuje omega 3, se pravi omega 3 nahrani živce, vsebuje vse vitamine pa minerale, ki delujejo na dobro delovanje možganov in vsebuje potem karotenoide. Karotenoidi so pa najmočnejši antioksidanti, ki zaščitijo maščobni del celice in vemo, da možgani so ena velika maščoba. In mi v bistvu potrebujemo nekaj za zaščito, da nam, zdaj to je res v narekovajih, ne propadajo možgani. No in potem so še olja, ki podprejo celično membrano. To bi jaz dala mojemu otroku pred spanjem, 4 kapsule in stanje se na podlagi B-vitamina zelo hitro izboljša. No, zdaj smo pa pri tretji mami, ki pa sprašuje za svojo hčerko, ki je bilo pa toliko hudo, da je že pristala v psihiatrični bolnici. In kaj narediti v tem primeru, ko se enostavno, ko pade v globoko luknjo, v glavnem pomaga New Life Shake, ker ima vse sestavine za delati za hormon sreče, serotonin. Poleg tega šejk vsebuje B-vitamine, C-vitamin, kalcij, pač vse vsebuje. In ne misliti samo, da je za hujšanje, ampak dejansko je za hormonsko stanje, za ravnovesje, za nahraniti možgane. In poleg tega bi jaz dala mojemu otroku še omega 3, ker omega 3 vemo, da nahrani možgane, in kalcij in magnezij, zaradi tega, ker kalcij pa magnezij pa delujeta spet na obnovo mielinske ovojnice v možganih. No, pa ta tretja zadeva, oziroma ta četrta, pa potrebuje tak otrok še nekaj antioksidantov, to je pa lahko C-vitamin. No, zdaj mogoče, gledajte, če ima otrok psihične težave, mu lahko date Pro-Vitality Plus pa shake, pa bo glih tako v redu, pa se bo stanje izboljšalo. Zato, ker nenazadnje, jaz sem sama tudi mama in vem, kako deluje in kako izgleda in vem, kako je, ko otrok pade v globoko luknjo in pa potem pri puncah še hormoni delajo ta svoje, pa še menstruacije in ja, res je včasih naporno.
In seveda vsaka mama želi svojemu otroku najboljš, zato pač jaz mojim dajem vitamine. Že od majčkega, recimo, ko so imele težave, ko so jih nogice bolele, ko so rasle, pa sem jim dala kalcij pa magnezij, pa potem omego, pač to uporabljamo pri naši hiši. Ne nazadnje, glejte, s podjetjem Neolife se jaz ukvarjam zdaj že 30 let. In leta nazaj, mogoče že 10 let, so se odnosi res zaštrikali in takrat sem sama sebi rekla, ne, jaz si bom našla nekaj boljšega. In vam povem, da sem iskala in nisem našla nekaj, kar bi bilo zame in za mojo družino dobro. Da bi rekla, nadomestim, zamenjam, prešaltam. Pač nisem našla. In moje mnenje je, če ni dobro za mene, ne more biti dobro za vas. Pač jaz sama to uporabljam, moja družina to uporablja, moji starši to uporabljajo in res sem prepričana v to, da lahko tudi vam pomagam. Zdaj, mogoče tisti, ki ste alergični na to, da govorimo o prehranskih dopolnilih, vam tako že delujejo možgani. Ja, glejte, tehnično je pač potrebno poskrbeti za zdravje naših celic. In včasih je hrana preveč opustošena, da bi dobili s hrano vse, kar potrebujemo. Potem pa še ti otroci, ki odraščajo, včasih grejo na kakšno zabavo, popijajo kaj alkohola in alkohol vemo, da izplavlja vas B vitamin in če nimaš B vitamina, si raztreščen, vse ti gre na živce, vse je preveč na glas in nimaš koncentracije. In če nimaš koncentracije, kaj se zgodi? Otrok si ne zapolni, ima slabe ocene in pade v začaran krog, kjer samo tone. In zato je tako pomembno, da je treba pač nekaj narediti drugače, da pač otrok splava na površje. Zdaj pa kar lahko seveda vsaka mama naredi za svojega otroka, je pa to, da izvaja zdravilno molitev dekodiranja za tretjo osebo. Ker glejte, vsi, ne nazadnje smo mi tudi otroci, mi mame smo tudi hčerke svojim mamam, svojim očetom in po večini imamo karmične vezi. Z nekim razlogom smo si izbrali prav določeno družino, zato da predelamo določene lekcije. In tudi naši otroci so se izbrali nas za starše, zato da bomo predelali neke lekcije. In če vi za svojega otroka izvajate zdravilno molitev dekodiranja, ki gre čisto preprosto, to imate v knjigi Ko imajo duše žur, na strani 219 se meni zdi. V glavnem, vzamete to molitev, se pravi Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode, pa date hčerine duše, ki so povezane s težavo. In potem, tako kot pri zdravilni molitvi dekodiranja, vdihnete, izdihnete skozi nos, skozi usta in potem pač usmerjate energijo v 4 zdravilna središča in v ta 4 zdravilna središča, ko usmerjate, si zraven ponavljate, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. No in tukaj me zadnjič ena gospa vprašala, je rekla, če jaz izvajam zdravilno molitev dekodiranja za mojega otroka, a moram reči, vsi nivoji njegove duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In moj odgovor je, namen je tako ali tako tisto, kar daje energijo, usmerja energijo. Se pravi, če jaz molim za mojega otroka, da se neka težava izboljša in potem, ko ponavljam, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, lahko tudi na koncu rečem in vse učinke te molitve z ljubeznijo podarjam svojemu otroku. Tako da, in potem seveda ta tretja točka vsega pa je te zdravilne molitve, da date roke pred seboj v položaj blagoslova in si predstavljate, kako je otrok že splezal na zeleno vejo, kako je otrok zdaj že dobro, kako mu vse gre, kako napreduje, kako pač, da vidite njega, kako je srečen. Ker, pogledajte, kje se mi starši največkrat pač zataknemo. Otrok ima težavo in potem mi kuhamo, pa je to, pa se mogoče skregamo, pa še dodatno potenciramo vse skupaj in v bistvu
začne energija samo še padati. Prilivamo olje na ogenj, namesto da bi pogasili vso zadevo, in zato je takrat zelo pomembno, da se pač umaknemo. In še en nasvet, mogoče bi pomagali, da takrat, ko vidite, da nikakor ne pridete z otrokom skupaj, da napišete pa svoje strani, kako vi vidite, ampak napišete. Zato, ker če samo govorite, otrok je tako alergičen na vas in vi samo, da odprete usta, naredi takole. Če pa napišete, ima čas prebrati enkrat, dvakrat, trikrat in seveda, ko vi zraste na nek način, kako se vi počutite, je dejansko lažje zgraditi nek most med vami in med otroki. Vem pa, da iz lastnih izkušenj, da to ni tako enostavno, tako da vsak izmed nas se uči, dela neke korake in. Ja, dajmo pogledati danes modrost zdravljenja s kristali, da vidimo. Pa da vidimo mogoče zdaj tudi za novo leto, kakšen kristal bi bil mogoče za vašega otroka, da mu pomagate pri tem, da se stanje izboljša, da se psihično počutje izboljša, stanje želodca izboljša in je prišel kamen roževec. Ljubezen do samega sebe. Napolnite se z ljubeznijo. Ste mehki, nežni in umirjeni. Spostavite povezave z vašimi sorodnimi dušami. Mogoče dajte otroku kup kamen roževec. In ta kamen roževec povečuje ljubezen in tudi osebno zaščito. Roževec lahko otrok nosi tudi v žepu, kar ščiti njegovo avro. Poleg tega pa lahko uporabljate roževec, da ga date pač v vodo in potem pije to kristalno vodo in vpliva na to, da se ta vibracija ljubezni dobesedno napolni ali pa prepoji njegovo dušo. Tako da roževec absolutno je tisti kamen, ki povečuje stanje ljubezni in ki povečuje osebno zaščito. Pa da vidimo še en kamen, kvarc. Hematoid kvarc. Svoboda pred sporožilci tesnobe in panike. Zanimivo. Hematoid kvarc. Da boste lažje poiskali. Učite se na osnovi ponavljajočih se izkušenj. Začrtajte si nove cilje. Brez težav se lahko predate čustvom, niste žrtev. V glavnem poiščite ta kamen. Zdaj, katere karte so to? Modrost zdravljenja s kristali je napisala Kim iz Horjula, pa njen mož Gorazd Rožnik. V glavnem pri meni na spletni strani jih lahko dobite in noter so opisani kristali, glede so pa karte in v bistvu lahko preko teh kart dobite odgovor, kater kamen bi bil za vas, za zdravljenje, za vašega otroka in so super karte, ki pomagajo pri tem, da spoznate ne samo kristale, ampak da se povežete s to energijo, ki zdravi. Tako da mogoče ideja, mogoče celo za novo leto, modrost zdravljenja s kristali. Tako da, koliko je kart? 44 kart za samopomoč. Bom dala spodaj povezavo, tako da lejte, vse te povezave dam od spodaj in če vam je ta video kakorkoli pomagal, dajte pritisniti like in ne nazadnje vas povabim, vpište se na prejemnika mojih novic, ker preko teh novic obveščam, kdaj imam kakšen webinar in dejansko v tej skupini noter, ki so na moji mailing listi, tam pa sploh več pozitivnega delim, sploh pa vsak teden pošiljam pozitivne novičke. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem poskrbite, da boste vi kot starši najprej v svojem stebru in mirni in potem se bo to odražalo tudi na vaših otrocih. Tako da uživajte in vse dobro vam želim.